Konec julija je Gregor Bajde prestopil v Maribor. 3 mesece in 3 gole kasneje smo ga dobro razpoloženega povprašali o dosedanjih izkušnjah, o občutkih, o pričakovanjih. Mladi slovenski reprezentant je ta trenutek, tako kot celotno moštvo v odličnem obdobju. Vidi se, da v nogometu uživajo. Na igrišču se vidi, da smo sproščeni. Tudi zdaj, ko smo dobili prvi gol, smo se takoj dvignili, takoj izenačili, nato je šlo samo gor. Goli so se vrstili en za drugim in vidi se, kako se prav veselimo za vsak zadetek in to je bistvo nogometa, da v njem uživaš, da si vesel, da imaš tako lepo službo in delaš to z užitkom. Toda na začetku ni bilo enostavno. Prišel je po začetku sezone. Najprej se je moral dokazovati v novi sredini, potem se je moral dokazovati novemu trenerju. In še na začetku sem tisto smolo, da ko se je trener menjal, sem bil jaz tistih 10 dni na reprezentanci, tako da me ni mogel spoznati, tako da sem bil že v štartu nekoliko v ozadju, ampak potem sem s treningi in pa takoj, ko sem dobil priložnost, sem izkoristil takrat tiste pokal, ko sem zadel gol, nato še v Krškem, ko sem tudi zadel, zato mi je šlo samo gore, mislim, da sem upravičil zaupanje trenerja, tako da moram samo zdaj delati na sebi, dobro trenirati in se bo vse obrestovalo in mislim, da bomo samo navzgor šli vsi skupaj s ekipo. Za 21-letnika nekdanji nogometaš Celja in Interbloka deluje zelo zrelo. Bržkone je bilo tudi zaradi tega obdobje njegovega prilagajanja v Ljudskem vrtu relativno kratko. Mislim, da imam tudi kar nekaj izkušenj, čeprav sem mlad, bom kmalu imel tudi že 100 nastopov v prvi slovenski nogometni ligi. Mislim, da mi je tukaj zelo lažje, zato ker pač vem, da igram z najboljšimi nogometaši v Sloveniji. Vsak zna, tako da je potem vsem lažje na igrišču, ne pade ta samo na enega igralca, kako bi rekel, breme na enega igralca, ampak se razporedi, tako da je vsem lažje potem na igrišču in potem je odvisno, kdo zadane. Zato smo vsak, kdo zadane gol, za tega veseli in to je to. Mislil sem, da bo vse to nekoliko težje, da so bolj tako zategnjeni igralci, ko bom prišel sem, ampak je zelo sproščeno, tako da vzdušje je res super, tako da sem zelo zadovoljen. En gol v pokalu, 2 v prvenstvu. Mnoge na tribunah, še posebej tiste, ki ga prej niso spremljali, je s svojim nogometnim znanjem presenetil. Ne le z goli in z individualnimi akcijami, temveč tudi s podajami oziroma nesebičnostjo. To dostikrat rečejo prav tudi moji najbližji. Ne večkrat streljam po golu, pa to, ampak jaz sem pač tak igralec, da ko vidim, da sem v situaciji, da mi je lažje podati, pa da vem, da bo naš igralec gol rajši podan, kot pa streljam, ampak kaj pa veš, mogoče pa celo včasih boljše, da si malo egoista, ampak jaz mislim, da sem pristaš tega, da v tisti situaciji, ko je najboljše za vse, tisto narediš in mislim, da je tako prav. In tako tudi ni zavisti, ko soigralec, denimo Jean-Philippe Mendy, zasede mesto v prvi 11-terici, Bajde pa obsedi na klopi. Ali obratno. To je pač rivalstvo. Če on v prvi ekipi bom itak, jaz mogel vse narediti, da bom jaz enkrat pred njim. Tako da, če on enkrat, se moraš pol ti drugič bolj truditi, da boš ti pred njim. Ampak tako pač je v profesionalizmu, ko se na enkrat takem nivoju veš, da so vsi igralci dobri, trudi se po najboljših močeh in pa itak si želiš igrati, ker to je pač tvoja služba, v njej uživaš, nič ti ne pomaga, če bo sedel, zato moraš vse narediti, da boš igral. Tako da truditi se moraš. Zdrava konkurenca nenazadnje prinaša napredovanje in to je v zadnjih tednih več kot očitno.